Počitnic je konec in spet smo nazaj pri našem pouku na daljavo. Upajmo, da samo še ta teden in da se potem spet vrnemo v šolske klopi. No, danes bomo začeli z matematiko in sicer najprej bomo malce ponovili računanje do 20. Za začetek reši kviz, ki sem ga poslala v prilogi. Poskusi delati čim bolj samostojno in delaj tako, kot je v kvizu zapisano, povedano. Ko končaš, imaš v e-asistentu pripeto povezavo do spletne strani, tam odigraj najmanj 4 igrice. Če si jih že igral, izberi mogoče tiste, ki jih še nisi, ali pa tudi nič hudega, lahko zopet ponoviš. Sedaj pa si dobro oglej naslednji del posnetka. Kdo ima prav? Lili in Bine se malce kregata. Poglej. Lili in Bine povesta vsak po svoje. Tu imata nekaj sadja, imata 3 banane in 2 jabolka oziroma 2 jabolki. Lili reče tako: 3 plus 2, Bine pa 2 plus 3. Kaj misliš, da je prav? Lili pravi, to je 5. Tudi Bine se strinja in reče, da je to 5. Kmalu ugotovita, da imata oba dva prav. Oba računa sta pravilna, ker 3 plus 2 je 5 in tudi 2 plus 3 je enako 5. Ugotovimo, da seštevanca lahko zamenjamo. Poglej si. Imamo 2 novoletni jelki. Koliko je daril pod novoletnima jelkama? Prvi račun se glasi: 4 plus 6 je enako 10. Kaj pa tule? Tule je pa ravno nasprotno. 6 plus 4 je enako 10. Kot si opazil, smo seštevanca zamenjali in oba računa sta pravilna. 4 plus 6 je enako kot 6 plus 4. To vedno lahko naredimo pri seštevanju in rezultat pride čisto enak. Na žalost delovnega zvezka še nimamo doma, to bomo kmalu uredili, zato si oglej stran iz delovnega zvezka kar tu. Lili in Bine sta si pogledala ptice v ptičji krmilnici. Vsak je napisal svoj račun, zopet se ne strinjata. Lili pravi: 2 plus 4 je enako 6, Bine pa 4 plus 2 je enako 6. Pojasni, kako sta Lili in Bine računala. Kot smo že prej povedali, pri seštevanju lahko seštevanca zamenjamo. Oba računa sta pravilna. 2 plus 4 je enako 6, 4 plus 2 je enako 6. 2 plus 4 je enako kot 4 plus 2. Sedaj vzemi zvezek na kvadratke. Poznamo že vse male tiskane črke, zato zapiši naslov kar z malimi tiskanimi črkami in z rdečo barvico. Ne pozabi na veliko začetnico. Seštevanca lahko zamenjamo. Pod naslovom pa prepiši ta 2 primera. 5 plus 6 je enako 11, 6 plus 5 je enako 11. Oboje je pravilno, ker seštevanca lahko zamenjamo. Prepiši tole v zvezek. V priponki imaš tudi učni list, zopet en delček iz delovnega zvezka, ki ga še nimate doma. Če želiš, lahko rešiš učni list, lahko pa te računčke prepišeš tudi v zvezek na kvadratke, če doma nimaš tiskalnika.
niti pa potrebno prerisovati kapic in pikic. Ko zaključiš, v zvezek na kvadratke prepiši in zapiši tudi spodnje računčke. Nadaljujemo s slovenščino. Spoznali smo že vse male tiskane črke, zato bomo danes malček ponovili. Za začetek vzemi zvezek z vmesno črto in z rdečo barvico zapiši naslov abeceda. Kaj boš storil? Prepisal boš abecedo, ki jo vidiš pred seboj. Torej, zapisoval boš veliko in zraven malo tiskano črko. A, A, B, B, C, C, Č, Č, D, D in tako naprej do konca. Pazi, da je med posameznimi črkami prstek prostora. Torej, črki AA sta lahko zapisani bolj skupaj, kot je tudi tukaj na sliki. Potem mora biti prstek prostora, BB sta zopet zapisana bolj skupaj, pa prstek prostora in tako naprej. V vsaki vrstici naj bo 5 črk, tako kot je tu na sliki in nič drugače. Kar začni z delom, vrstic ti ni treba izpuščati. Še nekaj naloge imam zate. Pod abecedo za vsako črko zapiši besedo, ki se jo spomniš. Na primer, jaz sem začela s temi besedami. Za črko A sem zapisala besedo ananas, za črko B balon, C cekin in tako sledi naprej. Naslednja črka bi bila Č in tako bi lahko recimo zapisala besedo čelada. Pišeš z malimi tiskanimi črkami, se potrudiš. Za konec boš vzel še delovni zvezek in poiskal naslov najdenček. Najdeš ga na strani 60 in 61. Kaj boš storil? Prebral boš kratko besedilo. Najprej potihem, potem glasno, prebereš ga lahko večkrat. Spodaj ti piktogram kaže, da boš ustno odgovoril na vprašanja. Preberi jih sam in odgovori. Pri prvi nalogi boš odgovoril na vprašanja. Odgovarjaš v celih povedih, pazi na veliko začetnico in piko. Če želiš, lahko pišeš tudi z malimi tiskanimi črkami, vendar ti priporočam, da če boš pisal z malimi tiskanimi črkami, odgovore zapisuješ v zvezek z vmesno črto, ker ti bo tam lažje. Če se odločiš za velike tiskane črke, zapisuj odgovore kar tu v delovnem zvezku. Zadnja naloga, z eno tono, rešiš jo, če želiš, bom zadovoljna, če jo boste vsi rešili. In sicer vprašanje, navodilo je takšno. Srečal si psička, napiši, kaj se je zgodilo. Tvoja naloga je, da malček napišeš kratko zgodbico v nekaj povedih, kaj misliš, da bi se zgodilo ob srečanju tebe in psička. Zopet pišeš lahko z velikimi ali z malimi tiskanimi črkami, pazi na veliko začetnico in piko. Če boš pisal z velikimi tiskanimi črkami, piši v zvezek načrte, če boš pisal z malimi tiskanimi črkami, pa zapisuj v zvezek z vmesno črto. Pa veselo na delo! To bi bilo za danes vse. Upam, da se nisi preveč utrudil. Se slišimo spet jutri. Svidenje!